Rijovenje množice je napolnilo zrak s pričakovanjem, ko je napočil trenutek. Vrata so se sunkovito odprla. Začelo se je odštevanje do najbolj vznemirljivih in nevarnih 8 sekund v športu. Iz izpustnega boksa je z rjovenjem pridirjal bik, ki se je v frustraciji zvijal in brcal, in na vrhu skoraj 1000 kg besnečih mišic je sedel miren, izkušen kavboj. Njegova z rokavico pokrita roka je trdno stiskala vrv za jahanje bika, rešilna bilka v kaosu. Glenn Keely se je samozavestno držal, se je držal, kot da mu gre za življenje. Njegovo izkušeno telo je upijalo besno trzanje in metanje ogromne zveri, na kateri je sedel. Sekunde so se raztegnile v večnost, ko sta se spopadli dve trmasti volji. Moški in bik sta se borila za prevlado, medtem ko je množica ga je navdušeno spodbujala. Končno. In vse prehitro. Glenn se prevrn dol, a ne preden se oglasi zvonec, glasno in jasno. Uspelo mu je zdržati do zvonca, s pestjo dvignjeno visoko. Glenn se je z veseljem dvignil, da bi se soočil z bučno množico. Bil je kos izzivu in zmagal, kot je vedno storil. To je bil Glennov drugi dom. To je bil njegov najljubši šport. Bil je kralj rodea in bilo mu je usojeno, da je tukaj. Dokler ni nekega usodnega dne, leta 2000. Preprosta nesreča prinesla enega najbolj žalostnih poglavij v zgodovini profesionalnega jahanja bikov. Kaj se je zgodilo temu profesionalnemu jahaču bikov v tistih zadnjih grozljivih trenutkih? Pridružite se nam, ko bomo razkrili tragične podrobnosti o tem, kako je prišlo do prve smrti v zgodovini tekmovanj profesionalnih jahačev bikov. Od trenutka, ko je Glenn Keely stopil v svet rodea, je bil namenjen veličini. Glenn Keely se je rodil v družini, kjer rodeo ni bil le šport, ampak način življenja. Dediščina poguma in strasti do jahanja bikov je globoko tekla po njihovih žilah in je Glennu začrtala poklicno pot za vse življenje. Keelyjevi nevarnosti jahanja bikov jim niso bile tuje, še posebej po pretresljivem opomniku leta 1994, ko je Glennov brat Jason skoraj izgubil življenje v grozljivem srečanju z bikom. Vendar ta bližnje srečanje s smrtjo družine ni odvrnilo. Namesto tega jih je to spodbudilo. Jasonovo čudežno okrevanje in vrnitev k jahanju bikov je navdihnila Glenna in preostalo družino, vključno z njegovimi starši, sestro in Pet Brodov. Vsi so se v različnih obdobjih svojega življenja v areni soočili z biki. Kljub svojim izjemnim dosežkom in spoštovanju, ki ga je užival, Glenn je ostal prizemljen in dostopen. Bil je velika opora mladim jahačem, ki so se šele uveljavljali, vedno pripravljen pomagati ali ponuditi nasvet. Na kanadski rodeo sceni Glenn je hitro postal legenda. Ko je imel komaj 12 ali 13 let, so ga vsi poznali kot fanta, ki zna jahati. Pri 14 je bil prvak v jahanju volov. Njegov vzpon se s tem ni ustavil. Pri 18 je osvojil naslov v jahanju bajkov in se uveljavil kot sila, s katero je treba računati. Bil je, za tiste, ki so poznali ta šport, to, kar je bil Michael Jordan za košarko, talent, ki se rodi le enkrat v generaciji. A za razliko od košarke, pri jahanju bikov ni odmorov, ni taktike 4 kotov, ni polčasnih odmorov, ni predaje. Obstaja samo en cowboy, en besenbek in 8 obupanih sekund. Za tiste, ki rodeja ne poznajo, tu je nekaj osnov tega športa. Jahanja bikov. Jahač se bo z eno roko oprijel vrvi na biku in mora ostati na divje poskakujočem biku polnih 8 sekund. Časomer se začne šele, ko bik popolnoma zapusti boks in z ramo odpre vrata. Jahačova prosta roka mora ostati dvignjena. Če se jahač dotakne bika ali sebe, preden preteče 8 sekund, ne prejme nobenih točk. Vsak poskus se meri, dokler se jahač ne dotakne tal ali bika s prosto roko. Da se kvalificira, jahač mora ostati na biku vseh 8 sekund in pri tem ritmično spodbuja z nogami. Če jahač ne zdrži na bajku vseh 8 sekund, ne prejme nobene ocene. Popolna ocena v jahanju bikov je 100. 50 točk je namenjenih jezdecu in 50 biku. Sodniki ocenjujejo jezdece glede na njihovo sposobnost ohranjanja nadzora. Biki pa so ocenjeni glede na to, kako agresivni in nestabilni so. Da bi bilo vse pošteno. Če jezdec dobi mirnega, spokojnega bika, mu je dodeljena ponovna vožnja. Ta 8-sekundna vožnja preizkusi vse. Spretnost, atletskost, nadzor, moč, pogum. To je tisto, zaradi česar je jahanje bikov tako ekstremen šport, kot je. V vsej zgodovini jahanja bikov je bil dosežen le en popoln rezultat. In če se je zgodilo. Leta 1991, ko sta Wade Leslie in Big Wolfman Skoll nastopila na dogodku združenja Professional Rodeo Cowboy Association v Washingtonu. A vendar v srcih mnogih. Če kdaj obstajal jahač, ki bi bil sposoben ponoviti takšen podvig, ti je bil Glenn Keely. Ko je Glenn dopolnil
18 let, se je že meril z najboljšimi kavboji po svetu. Njegov naravni talent je bil tako očiten, da so mnogi menili, da bi lahko bil naslednji, ki bi dosegal popolnih 100 točk. Prav tako kot legendarna vožnja leta 1991. Glenn je bil na poti, ki je vodila naravnost v dvorano slavnih jahanja bikov. Njegovo ime naj bi si zapomnili med največjimi, ko je življenje doživelo tragičen preobrat. Bil je 24. marec, leto 2000, na seriji Professional Bull Riding Bud Light Cup v Albuquerqueju, Nova Mehica. Za tisti dan je za rodeo dogodke dobil znamenitega bika po imenu Promised Land. Tetal je nekaj več kot 900 kg. Promised Land je bil atletski, močan bik, ki se je vrtel hitreje in skakal višje, kot bi bik njegove velikosti sploh moral z moči. Promised Land je bil bik redne sezone in je leto prej osvojil naziv Cowgirl of the Year za leto 1999. Po mnenju mnogih je bil precej dobrodušen in slaven bik. Glenn je bil tisti dan 9. na svetovni lestvici PBR. To je bilo eno njegovih najboljših let doslej in že je imel skoraj $34,000 zaslužka, dovolj, da si je zagotovil mesto na svetovnem finalu. Ostali jahači so mu zaželeli srečo, ko je prišel na vrsto. Glenn je bil popolnoma pripravljen, osredotočen in pripravljen na Promised Land. V trenutku, ko so odprli vrata, Promised Land je planil ven, divji in močan. Medtem ko se je Glenn močno držal, stisnil je zobe in se po najboljših močeh trudil ostati na biku. Zvest svoji naravi, Promised Land je planil z boksom. Silovito se je zvijala, da bi znebila svojega jezdeca. Glenn je jahal mojstersko, se je nagibal vsak poskok in zasuk, medtem ko se je Promised Land skušal vreči svojega nezaželenega jezdeca. Glenn se je gibal v skladu z gibi bika. Njeno telo je blažilo sunke in trzaje. Roka je močno držala vrv. Vožnja je trajala 8 neskončnih sekund, preden se je končno Promised Land je izstrelil izkušenega kavboja navzgor. Občinstvo je navijalo, občudovalo spretnost in pogum. Toda navdušenje ob zmagi ni trajalo dolgo. Gravitacija je Glenna potegnila nazaj proti zemlji, naravnost na pot še vedno besnega bika. V krutem preobratu usode, zadnja kopita Promised Landa so Glenna udarila s silovitim udarcem, ki je tragično končal prikaz izjemne spretnosti in poguma. Udar na trda tla je bil šele začetek groze, saj so bikova kopita v usodnem trenutku nesreče zadela Glenna. To je bila šokantna nesreča. Prav takrat je bilo jasno, da je njegova roka hudo poškodovana, verjetno zlomljena. Kazni ugotovili so, da je imel Glenn še več poškodb, zlomljena rebra in poškodovano pljuče. Na prvi pogled se poškodbe, čeprav hude, nikomur niso zdele smrtno nevarne, niti samemu kavboju. Glenn je bil pri zavesti, odziven in bil je kot običajno trdoživ. Resnost njegovega stanja je bila prikrita zaradi njegove trdnosti in adrenalina v tistem trenutku. Glenn je imel tisti dan vso pravo opremo, isto vrsto, kot so jo vse pogosteje nosili jahači bikov za svojo varnost. Po tragični izgubi Lane Frosta, legende v tem športu, ki je umrl, potem ko ga je bik z rogom zadel hrbet, pri čemer mu je zlomil več reber in pretrgal arterijo. Vsak profesionalni jezdec je začel nositi poseben jopič. Oblikoval ga je Cody Lambert, eden od ustanoviteljev organizacije Professional Bull Riding. Ta jopič je kot neprebojni jopič, le da ščiti pred rogovi. Narejen je tako, da absorbira udarce bika, razporedi silo, da ta ne udari premočno v eno samo točko. Jahači si nadenejo tudi čelade, da zaščitijo glavo pred bikom ali tlemi, če padajo. Toda tudi z vso to zaščito je jahanje bika še vedno zelo nevarno. Biki so ogromni in močni in ko divje poskakujejo, lahko udarijo s silo, pred katero se je težko popolnoma zaščititi. V Glennovem primeru je nosil enega od teh zaščitnih jopičev. Vendar pa, ko ga je bikovo kopito zadelo, ga je zadel v prsni koš s tako močno neposredno silo, da je povzročilo smrtonosne poškodbe v notranjosti, njegovemu srcu in drugim organom. Telovnik je opravil svoje delo in zaščitil njegova rebra ter zunanjost trupa, vendar je bila sila preveč usmerjena in poškodbe v notranjosti so bile prehude, da bi preživel. Zaščitna oprema vsako leto rešuje življenja in preprečuje poškodbe. Včasih pa udarec pride pod takim kotom ali s takšno silo, da je premočan tudi za najboljšo opremo. Predel prsnega koša in trebuha je še posebej izpostavljen tveganju, saj jopiči ne morejo popolnoma zaščititi pred neposrednim udarcem bika, ki tehta okoli 1000 kg. Izkušeni veteran je bil preprosto na napačnem mestu ob napačnem času in ti je bilo dovolj. Pod Glennovim mirnim videzom se je odvijala kritična situacija. Glennova začetna pogumnost in vzdržljivost sta prikrili pravo nevarnost njegovih notranjih poškodb. Takoj so ga odpeljali na zdravniško oskrbo, čeprav nihče ni sumil ničesar resnega.
Stvari so se hitro spremenile v bolnišnici, ko so zdravniki pregledali notranjost njegovega telesa. Ugotovili so, da močno krvavi. Njegova jetra so bila prerezana, poškodovana zaradi padca in udarka kopet. Kljub njihovim prizadevanjem, Glenn je izgubil preveč krvi prehitro. Preden so zdravniki lahko sanirali poškodbe, je bilo že prepozno. V svojih zadnjih trenutkih Glenn Kelly je umrl na operacijski mizi zaradi notranje krvavitve. Pravkar je dopolnil 30 let in to je bila njegova zadnja ježa. V tesno povezani rodeo skupnosti, kjer so takšne tragedije nezaslišane, nenadna Glennova smrt je pretresla vso skupnost. Njegovi zadnji trenutki se niso odvili v prahu arene, ampak na bolniški posteli, pod nujno oskrbo zdravnikov, se je Zeman trudil, da bi mu rešili življenje. Vpliv njegove smrti je odmeval po celotnem svetu profesionalnega jahanja bikov in je vrgel senco žalovanja na dogodek. Šok je bil še večji zaradi dejstva, da je bil Glenn znan po svojih spretnostih in čistih sestopih z bikov. Redko se je znašel v nevarnih položajih. Njegov sloves, da se izogiba poškodbam in nesrečam, je okoliščine njegove nesreče naredil še toliko bolj neverjetne. To je bil scenarij, v katerega so tisti, ki so ga poznali, komaj verjeli. Saj so bili takšni incidenti za kavboja, njegovega znanja in prefinjenosti, povsem neobičajni. Toda tudi najbolj izkušeni jezdeci niso imuni na usodo. Na dogodku Bud Light Cup, čeprav so jezdeci bikov vedeli, da se bo tekmovanje nadaljevalo, je bilo vzdušje prežeto s šokom in žalostjo. Vsak jezdec je globoko občutil težo izgube, vendar so vedeli tudi, da imajo dolžnost, ki jo morajo opraviti, način, kako počastiti svojega padlega prijatelja. S srcem, polnim spominov, so se povzpeli na svoje bike. Vsaka vožnja je bila poklon legendarnemu jahaču bikov, ki so ga izgubili. Na koncu zmaga, dosežena tisto noč, ni bila le za v anale. Bila je poklon, posvečen spominu na njihovega tovariša. Zagotavljala je, da je njegov duh z njimi v vsakem skoku in obratu. Tisti jahači bikov, ki so tekmovali na dogodku Bud Light Cup, so vedeli, da se bo predstava tisti večer nadaljevala, vendar je bila večina še vedno v šoku. Jahali so v spomin na legendarnega jahača bikov in končno zmago posvetili njemu. Leta po Glennovi smrti, spominske nalepke v čast pogumnemu, talentiranemu jahaču bikov, ki se je smejal nevarnosti, so krasile telovnike kavbojev. Po Glennovi smrti, profesionalni jahači bikov so ustanovili nagrado Glenn Keely v čast njegovemu spominu. To nagrado vsako leto prejme najboljši kanadski jahač bajkov na svetovnem finalu PBR v Las Vegasu, kar je primerna poklon Glennovemu vplivu na ta šport in njegovi narodni dediščini. Glennovi dosežki v rodeju so zapisani v zgodovino, vendar je njegova prava zapuščina vidna v življenjih njegove družine, prijateljev in sotekmovalcev, ki se jih je dotaknil. Leta 2004. Rodeo skupnost združila moči in v njegovo čast začela spominski dogodek jahanja bikov Glenna Keelyja. Ta dogodek ni le tekmovanje. To je način, da ohranimo Glennovega duha živega s podporo cilju, ki bi mu bil pri srcu. Vsa zbrana sredstva gredo v dobrodelni in štipendijski sklad Glenna Keelyja. Skozi leta. Ta sklad je razdelil več kot $250,000 in pomagal študentom in športnikom slediti svojim sanjam, tako kot je to storil Glenn. Glenn Keely nas je morda zapustil mnogo prezgodaj, vendar bo njegov pogumni duh in zapuščina, ki jo je ustvaril, zavedno odmevala v srcih mladih kavbojev, ki si drznajo soočiti z velikanskimi izzivi rodeja. Za takšen nevaren ples med človekom in zverjo je potreben poseben človek. In Glenn, je bil preprosto takšen moški. Hvala, ker ste gledali. Sporočite mi svoje mnenje v komentarjih in se vidimo v naslednjem videu.